našo družbo prihaja Dejan Vunjak, ki nam bo zaupal, kako je njihova družina preživela tragedijo smrt očeta Brandija. Tanja Bača pa nam bo razodela, kateri so simptomi, sporočila našega telesa, da imamo premalo vitaminov B in C. Kako lahko svojo podzavest čistimo preko plesa, je to sploh možno? Vse to boste spoznali danes in upajmo, da zaplesali z nami pred televizijskimi ekrani. Hvaležno pozdravljeni, verjamem, da ni Slovenca, ki se ne spomni Brandija. In jaz osebno ga imam še v posebej lepem spominu. To je človek res z velikim srcem, velikim srcem. Poznam ogromno ljudi, ki jim je pomagal, pa o tem nikoli mediji niso govorili. In spomnim se tudi najinega zadnjega pogovora, takrat sem še sodelovala z Golica TV in ravno sem se odpravljala nekam na en teren, ko sva se srečala pred vrati, pa je rekel, zdravo, kak si, dej, a greva na pijačo. In takrat sem rekla, joj, oprosti, se mi mudi naslednjič. No, ta naslednjič se ni zgodil, kajti zgodila se je tragedija. A vendarle, če tako pomislim, Brandi je imel vsaj zase zagotovo popolno slovo iz tega sveta. Zgodilo se je, kar sami dobro veste, ravno na Špilo. No, nekaj tednov po tem tragičnem dogodku sem spoznala Dejana, njegovega sina. In spomnim se, na eni zabavi smo bili oziroma na enem zaključku ravno s to televizijo, ki je zelo pogumno tudi prijel za mikrofon in začel peti. Takrat se spomnim, kako smo se pogovarjali in šušljali, kako sta si podobna, vizualno, ne? Je pa še takrat malo fušal, ampak po nekaj tednih, ko sem slišala, kako poje, sem rekla, to ni mogoče, to ni Dejan, to je Brandi, zagotovo. No in z Dejanom sva se kar nekaj družila. Med drugim sem ga presenetila za njegov 18. rojstni dan in v pidžami sva ga praznovala, prišla je tudi Tanja Žagar, potem pa sva skupaj tudi jezdila konje, pa veliko stvari se igrala in bila nagajiva, veliko stvari sva počela skupaj, ampak zagotovo mi bo najbolj v spominu ostal tale trenutek. Presenečenje! Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Dejan, vse najboljše za te. Vse najboljše. Ja, tele izkušnje se spomnim prav vsakič, ko grem na letalo, prav vsakič, ampak bilo je vredno, da sem to izkušnjo doživela ravno z Dejanom. In Dejan Vunjak danes pride na kavo oziroma na čaj. Evo ga že slišim, kar naprej, Dejan. Kje si? Zdravo! Hello! Kako? Koliko bo moja mami zelo vesela, izvoli. Jaz sem pa vesel, da tebe vidim, evo. No, moja mama je najbolj vesela, kadar vidi naju skupaj, da se pogovarjava. Veš, koliko let je mogla iti mimo, da sem jaz njej razložila, mami, Dejan je mlajši od mene, iz te moke ne bo kruha. Tako da, ja. In se je sprijaznila zdaj s tem? Jaz mislim, da se je. Ampak le, upanje se veš. Ja. Ej, moram ti povedati, jaz drugače gledam televizije, koliko ti plešaš? Dekam še zardeva, veš? Ne, koliko ti plešaš, res. Ej, hvala. No, ampak a zdaj tudi še plešaš? V bistvu veš kako je, zdaj sem imel kar kratko pauzo, kar se tiče športanja, zaradi tega, ker moje telo ni preneslo toliko športa, kot sem ga imel v zadnjih mesecih. Si dobil kako kilo nazaj, ne? Pa nekakšno, sem dobil kar, pa tudi bom povedal koliko, 15 kil sem se nazaj zredil, ja. A res? Tako da sem bil zelo priden, v bistvu sem v 3 mesecih sem dal dol, v času te oddaje sem dal dol 10 kil. Ja, zdaj si jih pa še več gor dobil. V mesecu pa pol, ko je bilo konec oddaje, sem jih dobil nazaj 10. Pa sem pa zdaj še to nadgradil, sem pa še jih dodatnih 5 dobil. Tako da sem zelo priden bil. Ampak zdaj grem nazaj. Zdaj greš nazaj. Zdaj grem nazaj. Skratka, to pomeni, da se nekajkrat dobiva, pa gremo malo v hrib hoditi. No, v hribu pa še nisem bila. Ja, to pa res. No, v hribu pa še nisem bila. Midva sva doživela veliko in v bistvu si ti oseba, si ti voditeljica, s katero sem največ doživel tako pa letalo, pa konji, pa res ni da ni. In greva v hribe.
Greva v hribe. Ej, moram ti povedati, mene je tukaj sram. Šla sem okrog sveta, ampak na Triglavo pa še nisem bila. Ti si bil? Gremo na Triglav. Ne, a ti si bil? Ne. Nisi še bil? Ne. Jaz ti pa lahko povem, da imam pa planinsko knjižico. A de nehi? Ja, letos sem si kupil planinsko knjižico. Ulala! Ja, in v njej je en štempelj. Je en štempelj. Bravo! Ja. Prva zvezdica, Dejan! Hvala. In kam si šel? Na Krim? Krnska jezera. A res? Čudovito, 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 čudovito. Res tako lepo. Če še nisi bila na Krnskih jezerih, odlična pot, če sem jaz gor prišel, bo vsak gor prišel. Okay. A to si prišel zdaj z plus 17 ali 15 ali prej z minus 10? Ne, to sem prišel tam vmes. Ok, dobro. Ja. Ker sem že vmes sem rekel, upišu, ker zdaj sem pa že se nazaj, malo moram iti, pa sem šel na Krnska. Ampak lej, res lepo, prvič in sprostitev za dušo, Ja. za glavo. Ok, lej, Triglav naslednje leto zmenjen. Malo posnet. Ja, to me skrbi, ja. Lej, mislim, da je čas, da greva. A veš, Točno to. čas je, da greva. Bodva vzor drugim, a ne? Pravijo, vsak pravi Slovenec je enkrat na Ej, Triglavu. veš, kaj te pa še, kljub temu, da so se veliko družila, nikoli te nisem vprašala tega, pa ne vem, mogoče ni bil primeren čas ali pa kakorkoli. Preden se je oči poslovil, ti si bil že prej tukaj glasbeno, mislim, hitro si se odločil, da boš nadaljeval glasbeno pot in vse to, kar je ustvarjal tvoj oče. Veš kako, v bistvu nisem se jaz odločil, v bistvu se nisem jaz tako odločil, kot so me not potisnili. Aha. Pa sem vesel, da so me noter potisnili. Kaj pa si se upiral najprej? Ja, najprej sem zavrnil. Drugače, kar se tiče glasbe, vedno sem vedel, da bom v glasbi. A veš, ker sem tudi v bistvu v 6. razredu sem začel bobne igrati, pa sem takoj rekel, da grem na srednjo glasbeno. Ja. V 5. razredu sem že rekel, da grem na srednjo glasbeno. V 1. letniku srednje glasbene sem rekel, ok, jaz grem na akademijo. Ampak pri vas je kar mamita glavna, ne? Ja, pri nas so v bistvu, ja, je tako bom rekel, ona je bila tista, ki je bila po domač povedan taksi, ki je vse to omogočala, veš. Ej, veš, kaj se najbolj spomnim? Recimo, s tvojim očetom, z Brendjem, ko sva se pogovarjala, pa ne, da je kdaj direktno govoril o tvoji mami, ampak čutil se je, kako globoko spoštovanje ima do nje. Ja, to pa ja. Prav ono spoštovanje, prav tako neverjetno. Mislim, ne srečaš tega tukaj, res se je čutil, da ste kot družina povezani na eni čist globji ravni. Ne? To je bilo, jaz sem vedno tako rekel, čez njegovo mamo, torej čez njegovo mamo, pa čez našo mamo nisi smel nič reči, ker to je bilo tako. To je bilo, veš, to je bila tista meja, kjer se je zaključil pol pogovor. Ne? Ampak kako to recimo... Ali pa kjer se je ton pogovora spremenil. Ton pogovora, no, Ja. fajn. Ker potem je bila samo slika, pa tona ni bilo več, ne? Ampak zakaj si se odločil, da boš nadaljeval kot pevec? Zaradi tega, ker v bobnih si bil bolj doma, a ne? Ja, veš, kako se mene, v bistvu, jaz bom tako rekel, meni so bobni, še zmeri, jaz sem pač, bobn mi je prvi inštrument, ki me je povezal z glasbo in v bistvu boben je še zmer boben. Ja. Za moje pojme in doskrat, ki igram, tudi zadnji pogledam bobnarja, pa se reče, wow, kako lepo. Ampak petje ima čisto svojo neko sfero, čisto svojo dimenzijo, in ki tudi ne bi zamenil, zaradi tega, ker kot bobnar si ti od zadaj in skrbiš za to, da bend funkcionira, da dela bend. Tudi moj ata je vedno govoril, boben je hrbtenica benda. Wow. Ja, in to je res, veš, to je človek, ki je od zadaj in ima preglednost nad celotnim bendom in on skrbi za to, da se vsi na njega, glavno svoje. Pri petju je pa tisto, ko imaš pa, ko pa lahko s svojim glasom podajaš, kaj želiš povedati. Ko čutiš ljudi od spodaj pod odrom, čutiš njihovo energijo, čutiš to izmenjavo energije. Meni se dostikrat zgodi, da jaz, ko grem po nastopu domov, jaz pridem domov v 5, ampak jaz pridem v 5 domov, ampak jaz še 2 uri ne morem spati, jaz sem še 2 uri, da gremo nekaj delati. Ja, ker toliko energije dobiš, je veliko daš, ampak hkrati je veliko dobiš, tako da ne bi tega zamenil. Ok, mogoče malo čudno vprašanje, ampak tak, recimo, kakor sem jaz čuteče spremljala, recimo to tragedijo, ki se je vam zgodila, se mi zdi kot familija, da ste neverjetno dobro shendlali vse skupaj. V tem smislu, da niste bili tukaj prizadeti in se skrili, ampak ste tako na globi ravni razumeli to slovo in sprejeli s hvaležnostjo vse, kar vam je nudil in kar je bil. Ja, v bistvu je bilo mogoče res malo drugače. Veš zakaj? Zdaj tako, če se malo spustiva v psihologijo,
pa malo to so res take malo globje teme, s katerimi se jaz tudi recimo dosti rad ukvarjam. Veš, kako je to? On je v bistvu, jaz izhajam iz sebe. Pri nas je bilo tako, da od majhnega, ne vem, recimo moja mama pa ata sta šla kam na potovanje, pa sta skopirala list papirja, pa sta rekla, lej, toliko, da veš, če se slučajno kaj zgodi, nama pač nikoli ne veš, ne, danes je en kup nesreč, če se kaj zgodi, to so ljudje, ki so nama dolžni, bla, 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 zato, da bosta vidva s Tino znala. A veš, take zadeve, pol, ne vem, vedno je ata govoril, ja, sem velik v avtu, lahko se da. Potem recimo vedno je govoril že od majhnega, veš, če se meni kaj zgodi, jaz nočem, da ste žalostni, jaz hočem, da ste veseli, zaradi tega, ker jaz sem že zdaj, ko je bil še živ, je rekel, jaz sem že zdaj izpolnil vse, kar sem si zadal, še več, kot kar sem imel plan v svojem življenju narediti, ne. Delal sem to, kar sem hotel delati, v bistvu ustvaril sem stvari, ki sem jih želel ustvariti. Je rekel, veš, jaz sem čisto zadovoljen, meni, če se kaj zgodi. In če ti to človek od majhnega govori, te v bistvu na nek način, bom rekel tako, sprogramira, kako bi temu rekel, da ko se... Na nek način pripravi. Pripravi, ja, točno to pripravi. A veš, in ko se je recimo njemu to zgodilo, so se meni dostikrat te besede v ozadju ponavljale, veš, če se meni kaj zgodi, jaz sem bil zadovoljen, a veš, kaj najslabše je recimo, da veš, da človek da je nesrečen, pa se mu nekaj zgodi, pa rečeš, pa joj, pa to bi lahko še naredil, pa spremenil, pa tako naprej. Recimo, on je pa res v svojih 49 letih življenja je res ustvaril toliko enih stvari, toliko ljudem prvič, tako kot si rekla, pomagal, toliko ljudem v bistvu naklonil eno lepo besedo. Njemu je bilo že dovolj v dnevu, da je nekoga nasmejal in rekel, evo, jaz sem že danes nekaj v dnevu naredil, nekomu sem dal neko pozitivo. In v bistvu je res pol, si rečeš pač, glej, spet, če smo res čisto iskreni ljudje, seveda je to čisto premalo, ampak tako, če si rečeš 49 let kvalitetnega življenja ali pa 90 let nekvalitetnega življenja, pa ne veš, kaj bi izbral. In to mi je bilo dostikrat kot v uteho, tako da smo malo drugače pol gledali na zadevo. Pač seveda, s tem smo se tolažili, bom tako rekel. Ja, ker recimo meni je bilo zanimivo, on je živel kar konkreten tempo življenja, kakor sem jaz recimo opazila. Veliko je bilo in špilo in snemanj in tega in onega in tretjega in vsega ostalega, pa tudi na morju imate vikend, pa vse, pa malo tu, pa malo tam, ampak nikoli nisem imela občutka pri njemu, da se mu kamorkoli modi. V tem smislu, zmeraj je vzel si čas za vse, lepo, umirjeno in tak, in se mi zdi, da je to res tako pomembno. Kako pa recimo pri vajni vzgoji je bil veliko vključen, glede na to, da ga tudi po noč ni bilo ali pa pač zaradi špilov in zaradi teh stvari? Veš, kako je, on je bil, jaz bom tako rekel, midva se tako bom rekel, mama je bila večinoma doma, ne? Ja. On je bil res, tako, kot si rekla, konstantno, ali je bil na nastopih, sestankih, veš, tudi takrat se je malo drugače delali, ni bilo Facebookov in teh podobnih zadev, so se posli sklepali ob kavicah in tako naprej. Pa tudi zelo rad se je družil, ko se je družil, je dobil tudi kakšno inspiracijo, navdih, napisal kakšno pesem na ta račun. In bom tako rekel, da ni bil tisti navadni odnos, ob 4 prideš domov in se potem cel dan z otrokom družiš, ne? Tudi, ko je bil doma, je bil kdaj v studiu. Ampak jaz tega načeloma, mogoče zato, ker tudi tega nisem poznal, ampak meni je bilo to všeč, zaradi tega, ker, a veš, tisti čas, ki smo ga pa imeli, smo imeli pa res kvaliteten čas. Midva sva se znala usesti v avto, ko sva se usedla, sva šla na morje, smo imeli takrat, ne vem, recimo 2:15 do Punata, tam, kjer imamo apartmaje. In midva sva se pogovarjala 2:15, pa še kje sva se zaustavila, mogoče malo v eno, vse živo, ampak to tako, res take, jaz sem bil, ne vem, star 12-13 let, pa sva se pogovarjala teme, take odrasle teme, res tisto pa razmišljanja, kaj pa ti misliš o tem, kaj pa bi ti tako naredil, ja, ampak a ne bi tako, ali pa, in vedno mi je bilo všeč, ker me je jemal me je ne za sina, ampak tako kot varianta za prijatelja, pa vedno je rekel, evo, to je pa moj domači izdelek, to je moj prijatelj, a veš, tako varianta. Tudi, ko sem šel z njim recimo na kavice, ko so se te starejša družba moških, ko se je srečala, pa so začeli oni te svoje debate imeti, je to bilo res, meni je bilo to, jaz sem imel takrat žar v očeh, ker mi je bilo res fajn. Bom tako rekel, spet, kvaliteta ali pa kvantiteta, kaj je boljše? In jaz definitivno, če bi šel še enkrat čez vse, bi spet izbral kvaliteto, ker, lej, to je to, no, res, takrat, ko se je pogovarjal zato, da se je pogovarjal in ni bil samo, da bi, ne vem, ti meni govorila, jaz bi bil pa, aha, ja, no, da je govoril zato, da se va. Ja, dejansko je bil... Je bil pri stvari. Prisoten pri vsaki stvari. Kaj imaš pa ti cilje?
Moji cilji so pa načeloma, veš kako je. A se vidiš, da imaš špile in ustvarjaš glasbo v naslednjih 50 let? Jaz drugega ne znam. Jaz pravim dejansko tako, da jaz pač, bom tako rekel, so mi izzivi, jaz rad mogoče kakšne nove stvari probam, recimo sploh ta oddaja mi je bila en tak res izziv, da grem ven iz cone obdobja, točno to, ker jaz bom tako rekel, jaz pač vem samo, da bi se rad ukvarjal ali z glasbo ali s plesom ali kakorkoli z igro, karkoli je povezano s šovom, po domače povedano, ker pač tukaj se dobro počutam. Ampak načeloma, jaz si ne znam predstavljati drugega, kakor da se ne bi ukvarjal z glasbo. In tudi po mojem se v življenju ne bom z ničimer drugim ukvarjal, kakor z glasbo. Zdaj, če bom imel to srečo, pa da me bojo ljudje še naprej radi poslušali, da se me najo naveličali, potem bom pel do konca življenja. Če pa kdaj slučajno bojo rekli, veš kaj, dej nekaj pet, ne? Boš šel pa za bobne. Bom pa je šel za bobne, bom koga drugega postavil, da poje. Tako da v glasbi bom ostal, ker drugam se ne počutam dobro. Ampak okej, če ne bi recimo se z glasbo ukvarjal, deva glasbo na stran, kaj bi delo tak za dušo? Veš, to je tisto, veš, to ljudje ponavadi glih ne razumejo, kaj bi delo za dušo, ne? To je tisto, ponavadi je služba. To pomeni, nima veze, koliko je denarja ali pa ni denarja ali pa karkoli. Preskrbljen si, kaj bi delo še poleg glasbe še? Kaj bi delo poleg glasbe? A bi bil voditelj, bi kakšen šov imel? Ful, jaz bi imel, vse glih, kot sem rekel, jaz bi drugače delal ali filmi, ali kakšne nadaljevanke, kakšni muzikli. Se pravi, jaz te lahko dam na seznam, da ti mene kdaj zamenjaš? Z veseljem. Veš, s kakšnim veseljem bi to naredil? A dej nekaj. Jaz bi to naredil s takim... To zdaj sam govoriš, dokaj kamera pržgana. Ne, presežem. Jaz bi z veseljem... Ne, zato, ker se bova zdaj zmenila, boš ti eno oddajo od vodo. Z veseljem. Z velikim veseljem. Okej, boš povedal, kere tematike so ti, to je deal. Deal. Lej, jaz z veseljem to naredim. To, kar mi je, jaz sem si imel, moja skrita želja je bila, da bi delal na radiju drugače. Da bi delal na radiju? Televizija je pa sploh super, ker mi je tudi všeč kot kamera. Ker na radiju je boljš delati, veš, ne rabiš se nič rihtati, nobenega make-upa, lahko priješ v trenerki ali pa v pidžami. To je že na televiziji pridemo, veš. Ja, to je res, zato, ker si deca, veš, ne, nas morajo pa kao nekaj poštimati pa to. Sam super zgledaš. Hvala, ker si opazil. Veliko je bilo truda vloženega v to. Ja, pa zakaj pa ne greš tak, recimo, ker jaz tudi razmišljam, da bi šla, radio je pa moja prva ljubezen, in razmišljam isto, da bi šla nazaj na radio enkrat na mesec, zgolj za dušo, ker je, veš, radio ima neke prednosti, pa ti imaš fajn glas. Hvala. Mislim, ne samo za pet, tudi za govoriti. Hvala. Lej, ne vem, jaz bom tako rekel, no, ampak da mi poveš še to, preden da ne bom pozabil. Kaj pa bi delala, a bi kot vrtela glasbo, pa govorila, ali bi samo govorila? Jaz sem delala 5+ let na radio, vse veš to. Ja, vem, ampak kaj bi zdaj delala? Ja, veš, kaj bi zdaj delala? Klepet ob kavi na radijski postaji. Torej, klepet in... Tako, govorila bi, kaj pa misliš, da znam kaj drugega še? Se to smo mi, ker smo navajeni govoriti, ne? Ne, jaz bi tako, jaz bi imel še veš tisto, da govoriš, pa hkrati glasbo rihtaš, pa to, in da pa povezuješ. One woman DJ sem jaz in ti bi bil tudi, ne, one man DJ, ka potem še vse te zadeve. Dava 2-krat na mesec, enkrat je Dejan Vunjak, drugič je... Ja, nedele Majo Frej, tam na Štajerskem, veš? Res? Ja, zdaj greva, Jasmina in Dejan. Zdaj malo pa že preveč plano, bo treba pa že to-do listo sestaviti. Počasi. Če kdo gleda, naj zapisuje stvari, a veš, tisti, ki gledajo, naj malo zapišejo za to, da... Evo, še eno vprašanje. V zadnjem letu, katera rutina, običaj, navada, ki si jo sprejel, ti je zelo koristila? Dobro vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Pa hiter odgovor. Ja, čak malo, to je bilo zdaj, čakaj, hitra rutina, navada, ki mi je dobro dela. Recimo, da rečeš, ne vem, zjutraj, namesto da takoj začnem jaz, pijem najprej pol litra vode, zato da se telo hidrira. To sem probal, pa nisem dolgo zdržal. Okay. To sem probal, pa nisem dolgo zdržal, v bistvu sem probal celo z limono, pa sem pol kdaj malo zamujil, pa sem takoj se zbudil, pa gremo, ne, pa niti zajtrka nisem imel. Ne vem, evo, ne vem, katera navada v zadnjem letu je bila, da bi Ok, no, pa boš pa naštudiral si za naslednjič. Najlepša hvala. Dejan Vunjak, hvala ti lepa. Hvala ti, ful. Rada te imam, veš. Hvala ti, pa se vidva. Ja, se vidva. Skratka, v eni izmed prihajajočih oddaj, ne vemo kdaj,
bo vaš voditelj, vaš gostitelj Dejan Vunjak. Sicer pa še kakšno zanimivost najdete na www.klepetobkavi.si, vse minule posnetke in seveda tudi novice. Ostanite pa v naši družbi na TV3 v oddaji Klepet ob kavi, kajti pripravljamo še mnogo zanimivosti. Vsebnost nekega vitamina. Ampak to še ne pomeni, da če ga vsebuje veliko, da se ga bo tudi toliko absorbiralo. Pri sintetičnih dopolnilih velja večinoma, da sploh pri vodotopnih vitaminih